Živjo, končno je tukaj dan D. 3 meseci treningov in novega načina prehranjevanja so za nami. Danes bo Edo izvedel še zadnje meritve in izvedeli bomo, ali sta Valerija in Andrej dosegla cilj, ki sta si ga zastavila pred začetkom našega snemanja. V prejšnjem tednu so se tudi Valeriji uresničile sanje. Nastopila je na velikem gledališkem odru. In moram priznati, da ko sem jo gledala, da sem bila precej čustvena in da so se mi kar malo orosile oči. Zdaj gre pa zares. Pred nami so zadnje meritve. Kje si jo pa dobil? Merkurju, za 20 evrov. 20 evrov? A pa daj sam nohti pridati. Dobro, evo, zadnja meritev je za nami in čas za uradno razglasitev rezultatov. Ja. Andrej je dosegel dober rezultat po vseh teh meritvah, ki smo jih opravili. Lahko rečemo, da je za kakšen kilogram celo presegel pričakovan rezultat. Rekli smo kilo na teden, ne bi Andrej izgubil. Mi smo se približali 15 kilogramom. V bistvu se je tudi odstotek telesne maščobe se je znižal. To pomeni, da smo kvalitetno hujšali, da smo izgubili tisto, kar želimo, maščobo. Če grem naprej na Valerijo. Valerija, evo, celoten rezultat tvoje preobrazbe lahko zaokrožimo v dobrih 5 kvalitetno izgubljenih kilogramov. Vendar je tudi pri tebi v zadnji fazi začel prihajati do tega, da si začela izgubljati tudi mišično maso, ne samo maščobo. Ne. Se pravi, tudi pri tebi bo potrebno za naprej malenkost s treningom regulirati zadevo, da se zaustavi izgubljene mišične mase in preusmeri samo na maščobo. Tina, v tvojem primeru pa smo na žalost izgubili preveč mišične mase. Ne? Tako da zdaj nadaleč, če bi pogledal številko, bi rekel, ja, okej, ne, saj smo shujšali, ne, ampak žal je bilo to na račun mišične mase, kar je posledično pripeljalo do tega, da se je odstotek maščobe dvignil. Tako da tukaj se bova tudi midva še malo pogovorila o treningu. Edo, hvala za tele spodbudne novice. Me pa vsem zanima, zdaj se praktično naša snemanja zaključujejo. Kaj bi ti svetoval vsem trem glede treningov? V fazi hujšanja, kar je bil vaš skupni cilj, kvalitetnega hujšanja, lahko pride do izgubljene mišične mase zaradi premajhne obremenitve mišic oziroma, lahko rečem, premalo treninga z utežmi. Namreč, ko telo izgublja, ko je v fazi razgradnje, telo želi biti čim bolj ekonomično in želi odvreči odvečno težo, tisto težo, ki jo čim lažje odvrže. In v primerjavi mišične mase ali maščobne mase je na žalost mišica tista, ki jo bo telo prej odvrglo. Razen, če bo telo imelo impuls, da mišično maso potrebuje. In je nujno potrebno zagotavljati v fazi hujšanja ta dražljaj telesu, ki bo zagotovil ohranjanje mišične mase. Ta dražljaj je pa trening z utežmi. Edo, če sem prav razumela, si med vrsticami povedal, da nekaj potenciala za našo preobrazbo še skrivamo? Ne, da nekaj potenciala še skrivate, ne, ampak veliko večino potenciala imate še pač dejansko neizkoriščenega. Ne. Preobrazba je trajala dobrih 12 tednov. 12 tednov v primerjavi z 10 leti ali več, mislim, da ni treba kaj hudo komentirati. Tako da čisto si imate veliko večino potenciala še pred sabo. Zdaj imam pa jaz eno idejo, ker je danes poseben dan in smo res naredili že ful lepih stvari skupaj. Kaj, če bi danes en skupen trening naredili, ki bi ga odvodila Valerija in Andrej? Kaj pravite? Okej, najprej se bomo ogreli.
Problem današnjega časa v prehranjevanju je absolutno prevelik vnos ogljikovih hidratov. In ravno zaradi tega način prehranjevanja LCHF oziroma način prehranjevanja z nižjim deležem ogljikovih hidratov in povečanim deležem maščob ne predstavlja samo način prehranjevanja, ki je primeren, ne vem, samo takrat, ko hujšamo. To je način prehranjevanja, ki ga lahko prakticirate skozi življenje. Ni razloga, da vseh teh znanj in prijemov, ki ste jih spoznali, ne bi uporabljali za pripravo zajtrkov, kosil, sladic po tej metodi. Stvar je praktična, funkcionira in prinesla vam bo veliko, veliko dobrega počutja in zdravja. Zdaj pa si poglejmo še enega najlepših momentov, ki se je zgodil v tej seriji. Valerijin nastop. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that time when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tell you apart Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that time when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything
Tako, dragi gledalci, ostane mi še prijazno povabilo, da nas gledate tudi prihodnjič v naši zadnji, finalni oddaji. Skupaj z Valerijo in Andrejem bomo zastavili načrte za prihodnost in pregledali najbolj čustvene momente preteklih 3 mesecev. Kar nekaj se jih je nabralo, zato tudi kakšen robček ne bo odveč. Bodite lepo in se vidimo.